Na Gorenjski avtocesti pred izvozom za Tržič v smeri Karavank se je zgodila huda prometna nesreča. Avtocesta je med priključkoma Naklo in Podtabor že več kot 3 ure zaprta. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil. 29-letni voznik tovornega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil, ki je stal na odstavnem pasu. Hudo poškodovanega voznika avtomobila so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Policisti opozarjajo na nevarnost naleta. Osebna vozila so na priključku Naklo preusmerjena na regionalno cesto, pred izvozom je daljši zastoj. Je vlada s podaljšanjem veljavnosti vinjet odprla Pandorino skrinjico. Ugodnosti pri cestninah namreč zdaj zahtevajo tudi avtoprevozniki. Kot pravijo, imajo zaradi del na slovenskih avtocestah in posledičnih zastojev največ škode prav oni. Na vlado so sicer naslovili 21 zahtev, če jim ne bo prisluhnila, napovedujejo popolno zaporo države. In kako jim odgovarjajo na pristojnem ministrstvu za infrastrukturo? Kajko Betič. Transportno podjetje Jerman s 50-letno tradicijo ima 110 zaposlenih, ki skupaj v povprečju na dan prevozijo kar 50 000 kilometrov. Torej, vaši vozniki veliko časa preživijo na cesti. Kakšno je stanje predvsem na slovenskih avtocestah? Na slovenskih avtocestah je v zadnjem času zaradi obnovitvenih del kar veliko zastojev in zamud. Kar podaljšuje ne le čase dostav, pač pa tudi viša stroške dobave. Po njegovih ocenah vsaka ura čakanja avtoprevoznike stane od 80 do 100 evrov. Čim so pa kakšna bolj specialna vozila, so pa stroški tudi večji. Med 21 zahtevami, ki so jih iz Gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice naslovili na premierja Goloba, je tako tudi zagotovitev popustov pri cestninah. V zastojih zaradi številnih gradbenih del namreč niso obstali le avtomobili, pač pa tudi tovornjaki, a je vlada s podaljšanjem vinjete ugodnosti zagotovila le enim, so kritični avtoprevozniki. Zato po vzoru nekaterih sosednjih držav predlagajo olajšave tudi za tovorna vozila. Kadar pride na nekem odseku do zastojev oziroma do večjih gradbenih del in takrat enostavno za ta odsek odprostijo cestninjenje za vsa vozila. Ali bo po dežju za podjetnike posijalo sonce in bodo na vladi njihove zahteve upoštevali, smo vprašali kabinet predsednika vlade, kjer so nas preusmerili na Ministrstvo za infrastrukturo. Tam pred kamere niso želeli, saj da so vse povedali prejšnji teden. Pisno pojasnjujejo le, da odgovor na zahteve avtoprevoznikov še pripravljajo. Glede na to, da v zadnjem času veliko obljubljajo, pričakujemo, da bojo tudi nam šli dobro nasproti. Da gre po vladnem deljenju predvolilnih bombončkov kot podaljšanju veljavnosti vinjete, pravijo vladni kritiki. Za pričakovan efekt snežne kepe pravi strokovnjak za mobilnost. Jaz sem že napovedal to, da verjetno bojo oni prvi v vrsti, ki se bojo prepoznali. Ravno njihov denar zelo potrebujemo, zato ker oni so pa na cestah v poslovnem, kako naj rečem, kontekstu. Ob tem pa se sprašuje, ali je vlada s tem odprla Pandorino skrinjico. Seveda sprašujemo, ali bo tako tudi v prihodnje in tudi pri vseh drugih storitvah, ki nam jih država omogoča in nudi, pa morda v nekem trenutku niso tako dobre, kot bi lahko bile. Prevozniki sicer denimo zahtevajo še odpravo evidenc delovnega časa, skrajšanje postopkov za delovna dovoljenja tujcev in razbremenitev stroškov dela. Če vlada ne bo ukrepala, za december napovedujejo opozorilno stavko, marca prihodnje leto pa popolno zaporo države.